13. Nadaljevanje zasedanja. Deček Jezus vpraša templarje: kaj bi storili, če bi jaz vendarle bil Mesija? Talmudista Jorama previden odgovor glede Mesije. Pri temu silovitemu ugovoru rimskega sodnika so stopili vsi očividno nejevoljni zopet na svoje prostore in so bili nekaj časa nemi. Ker me niso hoteli nič vprašati, sem stopil mednje in dejal: poslušajte, ker se vam ne zdim vreden vprašanja, si vam bom jaz dovolil zastaviti majhno vprašanje. Povejte mi, ampak čisto naravnost, kaj bi vi storili potem, če bi bil jaz zaresno obljubljeni Mesija, okoli katerega se je včeraj sukal glavni pogovor. Nek čemeren, zlovolen, glavni stari tempeljski govorečnež, zelot, je odvrnil: Fant, pazi se templja Jehove. Kaj sodiš ti in govoriš prav tu na tem svetem mestu? Čuvaj se pred prevelikim zločinom. Jaz pa sem na to odvrnil: raje se ti pazi in vi vsi, da ne bo cela hiša Gospodova postala morilska jama. S tem pa, ko vas vprašam, kaj bi storili, če bi bil na koncu vendar jaz obljubljeni Mesija, nikakor ne skrunim templja, kajti takšno vprašanje vam brez greha in bojazni postavi vsak človek. In vi mi morate prav tako pogojno odgovoriti, kakor sem vam jaz postavil pogojno vprašanje. Sedaj se je dvignil stari talmudist in velekabalist po imenu Joram in dejal: pri Bogu je vse mogoče, ampak mi ljudje pa moramo zelo paziti in jemati takšno do vse važno obljubo šele takrat, ko zaresno, ko so vse okoliščine, ki morajo spremljati izpolnitev obljube, otipljive, jasne pred vsakogar strmečim očesom. Pa vendar, moj miljenec, imaš vsaj na pol v dobrem nekaj kitic glede tvojega rojstva po preroku Izaiji. Toda koliko vsega še je ta prerok napovedoval o obljubljenem Mesiji, ki ne bo prišel, kar meri prav tako malo name, kakor tudi nate, čeprav sem tudi jaz Davidov potomec in sem s tvojim očetom Jožefom v daljnem sorodstvu, kakor sem tudi jaz največ pripomogel k temu, da je Marija, gojenka templja, postala njegova žena. Jaz nisem ta meni zelo drag zakonski par videl že več kot dolgih 11 let in tebe kot očividnega prvorojenca Jožefovega iz njegovega drugega zakona še sploh nikoli. O tebi vem toliko, kolikor sem včeraj izvedel iz tvojih ust in čul od našega levita Barnabeja, ki je tudi nazarenec. Torej, kar se tiče tvojih izjemnih sposobnosti, ki po zanesljivih pričevanjih vse prekašajo nebesno daleč, kar je kdaj katerikoli še tako popolna moč volje in vere očividno čudežno storila. So seveda take vrste, da bi že zaradi njih morali posebno pozornost usmeriti na njihovega lastnika, ampak v neki dogovorjeni določljivosti. Tega, o čemer naj bi pričale, pa razumljivo še dolgo ne more biti govora. Čeprav, kot že rečeno, jih nek bister človek in svečenik ne sme prezreti kot neupoštevane. Vsekakor bo Mesija človek tako kot mi, samo njegove lastnosti in sposobnosti bodo božje narave. Torej, kar zadeva tvoje sposobnosti že sedaj v otroških letih, so te že tolikšne, da dajo pričakovati neverjetno v tvoji kasnejši moški dobi. Jaz sem že zelo star mož in zelo izkušen in večkrat sem doslej pri otrocih, že v njihovi najnežnejši mladosti, ne poredko odkril sposobnosti in lastnosti, ki so mi rekle: iz tega ali onega otroka nam bo Jehova očividno zopet obudil nekega velikega preroka. Vendar, ko so postali otroci starejši in starejši, so svoje sijajne lastnosti izgubili tako, kakor da bi jih čisto nikoli niti ne bi imeli.
Človek je bil popolnoma običajen kot nekdo izmed nas, od katerih jaz vem samo tisto, kar sem se pri vsej pridnosti v mnogih letih prav z muko naučil in izkusil. S tem se je tako pri meni, kakor pri nešteto mnogih drugih ljudeh izpolnil izrek iz Svetega pisma: v potu svojega obraza boš užival tvoj kruh. In tudi tebi, moj najmilejši bratranec, se bo morda enkrat enako godilo, ali pa tudi ne. Ker mi ljudje ne morejo nikoli tega kot usojenega vnaprej določiti, človek si misli marsikaj, Bog pa vodi. No, moj dragi, najmilejši mladi bratranec, zdaj lahko poveš tvoje pripombe in jaz ti bom prav rad odgovarjal. Povedal sem mu: ti si mi od vsega vašega zbora najljubši in si zame že danes ponoči, glavnemu svečeniku, govoril dobro in čisto besedo, s čimer si glavnemu svečeniku malce odprl oči glede Satanove obsebnosti, tako da je vsaj, in sicer prvič v svojem življenju doslej, pričel nekaj pojmovati v nadvse važni vedi o odslikavah in je potem začel spoznavati, da je dejanja, kakršna so moja, nemogoče udejanjati s pomočjo neke zle moči in sile. Vidiš, da mi ni ostalo skrito tudi tisto, kar si obravnaval zelo tiho in naskrivaj z višjim svečenikom, in tako si lahko predstavljaš, da jaz tudi zdaj prav natančno vem, kaj si prav v tem trenutku misli višji svečenik, ki je močno v zadregi in ga je zelo strah, da ga ne bi zdal z nečem neprijetnim zanj. Vendar je ta njegov strah prazen. Ja, če bi z Belcebabovo pomočjo izpolnjeval moja dejanja, bi ga že zdavnaj izdal in obsodil. Toda, ker vse delam samo s silo in božjo močjo v meni, ki hoče v večnosti samo dobro in nikoli nekaj hudega, se zato tudi višjemu svečeniku mene ni treba bati, kajti jaz mu ne bom skril niti lasu. Sedaj smo preklepetali čas prav številnimi nekoristnimi pogovori in tisto, kar je poglavitno v svoji nadaljnji obravnavi popolnoma zanemarili. Tu je vprašal Joram, v čem pa je to pravzaprav. Govori brez zadržkov in mi bomo spodobni v naši oceni, ker smo tudi v tebi odkrili prav mnogo spodobnosti.